Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji praznično obarvani pravljici bomo spoznali prikupnega, predvsem pa odločnega dečka Filipa, ki si želi postati Miklavž. Njegova domišljija ne pozna meja, pri uresničitvi njegovih sanj pa mu na pomoč priskoči tudi kuža. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Ko bom velik, bom Miklavž. Nekega dne je učiteljica Ana vprašala svoje učence, kaj bi radi počeli, ko bodo veliki. Otroci so kar prekipevali od zamisli. Ko bom velik, bom vozil traktor, vzklikne Anže. Jaz bi rada imela pekarno in pekla rogljičke vseh barv, sanja Zoja. In ti, Filip? Vpraša učiteljica. Že veš, kaj bi počel, ko odrasteš? Ali vem? Seveda vem. Ko bom velik, bom Miklavž. Učiteljica Ana se nasmehne. Zelo domiselno. A če želiš postati Miklavž, bi se moral izšolati za to. Takih šol pa ni. Seveda so. Boste videli, da so. Ko prispe domov, Filip razmišlja le o eni stvari. Od danes naprej, tačko, bom Miklavž. Najprej moram poskrbeti, da bom že videti kot on. Začniva z mitro. To si lahko izdelam iz kartona. Naslednja stvar je palica. Izposodim si lahko kar tisto ob vratih, ki pripada dedku Ludviku. Moral se mu bom zahvaliti, da jo vedno pozabi doma. Glede brade. To zna biti bolj zapleteno. Na obrazu nimam takšnih dlak kot očka, zato... Prav imaš, tačko. Uporabil bom vato. Za piko na i moram najti le še oblačila. Mislim, da bo moj rdeči kopalni plašč več kot v redu. Poglej, tačko, kaj ne da sem videti kot Miklavž? Še nekaj manjka. Aha, že vem. Zelo pomembno vlogo boš imel tudi ti, tačko. Od danes naprej ne boš več kuža, temveč osel. Namesto pasjih piškotov boš jedel korenje in dobil boš preobleko z lepimi ušesi. Boš videl, izdelal teh bom iz kartona. Tačko, popoln si. Še jaz ne bi uganil, da si kuža. No, tega pa raje ne govori več. Osli rigajo, zato moraš reči i-a. Poskusi. Vuf, vuf. Tole bo še trajalo. Ampak brez skrbi. Če Miklavževi osli znajo leteti, mislim, da smejo tudi lajati. Zdaj bova pa vadila še hojo po strehi. Ojej, teže je, kot sem mislil. Ne morem obdržati ravnotežja in po vrhu se mi še vrti. No, ampak saj nikjer ne piše, da Miklavž ne sme vstopiti skozi vrata. Težava je rešena. Aha, še nekaj je. Izboljšati moram svoje branje. Škoda bi bilo, da ne bi znal prebrati pisem, ki mi jih bodo poslali otroci. K sreči me je učiteljica Ana danes pohvalila, da lepo napredujem. Še dobro. Tačko, mislim, da sva nared. Pojdiva povedat mami in očku. Mama, očka, sprejel sem pomembno odločitev. Postal bom Miklavž. Čudovito, sinek moj. Že zdaj sta si podobna kot jajce jajcu, vzklikne mama. In celo osla imaš, se čudi očka.
Ali nocoj lahko vadim doma, preden začnem s pravimi obiski otrok? Krasna zamisel, odvrne mama. Z očkom bova šla zgodaj spat. Ko se znoči, je v hiši vse tiho in mirno. Greva, tačko, čaka naju prva dostava mandarin. Pst, biti morava tiho kot miški. Joj, prejoj, v temi me je vedno strah. Na to pa nisem pomislil. Reciva, da je Miklavžu dovoljeno, da si pomaga s svetilko. Odlično, mama in očka trdno spita. Poglej, pustila sta celo kozarec vode in korenje. Toda, zdi se, da je korenje že na pol pojedeno. Tačko, si bil ti lačen? Vuf, vuf! Tiše, vse boš prebudil. Miklavž nikoli ni glasen. O, tudi to se zgodi, odgovori globok, vesel glas. Nekoč mi je spodrsnilo na mandarini, zaradi česar sem celo izgubil mitro. Ampak, si to res ti, Miklavž? Ja, jaz sem, dragi Filip. Ko sem slišal, da bi rad postal Miklavž, me je prevzelo tako navdušenje, da sem se prišel prepričati na lastne oči. No, še dobro, da sem prišel. Si prava mala različica mene. Preden se odpravim, ti bom dal še en nasvet, Filip. Svojega osla raje hrani s pasjimi piškoti. Nocoj bom imel lepe sanje, saj vem, da se mi bodo nekoč tudi uresničile. Ko bom velik, bom Miklavž. Bravo, Filip, za tvojo neverjetno vztrajnost, s katero si nam lahko prav vsem za vzgled. Super. Všeč mi je tvoja neverjetna domišljija, pozitivna naravnanost ter tvoje veselje, ki mi je kar seglo pod kožo. Prav tako pa si zelo pogumen. Nenazadnje si srečal samega pravega Miklavža. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na zvestega kužka, ki je Filipu vselej stal ob strani. Res zelo simpatična pravljica, kaj ne? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim praznično obarvanim pravljicam. Lepo se imejte, bodite tudi vi polni domišljije, ter se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en Miklavžev pozdravček. Čau, čau! Bravo, Filip. Si pa res posrečen. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja božično obarvana pravljica nam bo ogrela srce in nas popeljala v čarobni svet čudežev. Spoznali bomo Nikija, dečka, ki svojo srčnostjo in darežljivostjo razkriva pravo čarobnost božičnega duha. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Mali božiček iz čudežne prodajalnice igrač. Ob rojstvu je bil Niki obdan s toplino in ljubeznijo. In seveda z igračami. Teh mu zares nikoli ni manjkalo. Imel je 3 strice, Ludvika, Hansa in Larsa. Vsem so bili poznani kot bratje Božič in v tistih krajih so veljali za najboljše izdelovalce igrač. Ko je Niki zrasel, je v njihovi prodajalnici začel delati tudi sam.
Vedno je bila polna veselih otrok, ki si praznikov brez njihovih najnovejših igrač sploh niso znali predstavljati. Niso pa vedeli, da je bila v kotu prodajalne, skrita za skrivnostnimi vrati, čudežna delavnica. In če bi otrokom uspelo pokukati vanjo, bi videli, da igrače izdeluje stric Hans, da jih stric Ludvik pregleduje, stric Lars pa dopolni s kančkom, kako že se temu reče strokovno? Aha, čarobnosti. Stric Lars jih dopolni še s kančkom čarobnosti. Kajti vsaka igrača izdelana pri njih se je lesketala na prav poseben način, kar je pomenilo, da je vedno našla otroka, za katerega je bila kot nalašč. Zato so otroci tako hrepeneli po njih. A takih igrač si žal niso mogli privoščiti vsi. Še najmanj skupina otrok, ki jih je Niki tu in tam opazil pred njihovo izložbo. Povabil bi jih naj vstopijo, a so vedno stekli proč. Nekega dne pa je sklenil, da jim bo sledil. Takrat je bil ravno božični večer in čeprav so mu strici prigovarjali, naj odide z njimi domov in se pripravi na praznovanje, je Niki raje odšel za otroki. Ti so na lepem izginili v skrivnostno luknjo v zidu, ki je vodila v predor. Pot je osvetljevalo na stotine kozarcev, polnih lesketajočih se kresnic. Sčasoma je Niki prišel do velike sobe. Soba je bila polna otrok, stisnjenih drug ob drugega. Niki je spoznal, da je bil to njihov dom. Majhna deklica je stopila preden. Jaz sem Loti. Jaz pa Niki. Zakaj ne pridete v prodajalnico igrač? Zato, ker to ni za nas. Še nikoli nismo imeli igrač. Na ulice gremo samo zato, da bi zaslužili za hrano ali ulovili kresničke. Brez njih bi bila tu spodaj čista tema. Niki ni mogel verjeti, da so otroci živeli v takem pomanjkanju. V tistem trenutku se je zaobljubil, da bo vsakemu od njih, vsakemu otroku v mestu prinesel darilo in ga osrečil, pa čeprav le za en dan. Stekel je nazaj v prodajalnico igrač. Prekinite delo! Stricem je povedal za svoj veliki načrt. Eno igračo? Za vsakega otroka? V eni noči? Strici so se lotili dela. Igrače so začeli izdelovati, pregledovati in jim pridajati kanček čarobnosti s tako hitrostjo, da se je kar kadilo. Niki je vsako igračo zavil in jo dal v vrečo. Vreča je bila kmalu polna, kmalu za njo naslednja, nato še ena. Tedaj je Niki spoznal nekaj nadvse zaskrbljujočega. Počakajte malo. V eni sami noči naj raznosim toliko daril? Ne skrbi, Niki. Pomislili smo tudi na to. Predstavljamo ti sani 3000. Naša drobna pozornost zate. Snovati smo jih začeli nedavno. Z njimi boš lahko letel in v hipu obredel vse hiše v mestu. Ta stvar lahko leti? Kako? No, to zna biti malce zapleteno, Niki, zato nas pozorno poslušaj. Sani bosta po nočnem nebu vlekla dva krepka severna jelena, ki jo bo dvignil v zrak poseben propeler. Tvoja naloga bo priskrbeti toliko korenja, da ima ga nikoli ne bo zmanjkalo. Kaj ti edino tako boste lahko videla v temi. Če jo ne boš nahranil, jelene ne bosta videla niti svojih kopit. In tudi premaknila se ne bosta nikamor. Z vrečami polnimi igrač je Niki poletel v nebo. Srce mu je igralo od radosti in navdušenja, saj je imel pri sebi darilo za prav vsakega otroka v mestu. Srečno, Niki! Čim prej se vrni! In jelenoma ne pozabi dati koren! Hejoj mene!
Prispel je do prve hiše, vendar je naletel na težavo. In kako naj bi zdaj prišel noter? Horuk! Opa! Tole bo teže, kot sem sprva mislil. Niki sam pri sebi ni mogel verjeti, da ni razmišljal o tem, kako bo prišel v hiše. Le kako naj zdaj dostavil vsa ta darila? Kako naj stopim v hiše? Potreboval bi nekakšno znamenje. Hojla! Hojla! To je bil Lotijin glas. Medtem ko je ometala dimnik, se je zagozdila. O, ti si! Kaj pa delaš tam doli? Ometala sem dimnik, da bi kaj zaslužila, vendar sem se zagozdila in zdaj ne morem priti ven. Ježešna, pomagal ti bom. Opa! Niki in Loti sta zgrmela po dimniku navzdol in pristala v kaminu, polnem saj. Seveda bi bilo lažje, če bi stopila skozi vrata, pa vendar. Nikiju se je ob tem porodila enkratna zamisel. Že vem, v hiše bova prišla skozi dimnike. Potem, ko sta odložila prvo darilo, sta Niki in Loti izlezla po dimniku navzgor. Igrače bova raznosila rekordno hitro, je rekel Niki. A ko sta prispela na streho, se je Niki nečesa spomnil. O ne, korenje! Severna Elena nista hotela narediti niti koraka. Pozabil sem na korenje, je rekel Niki. Ker jo nisem nahranil, v taki temi nič ne vidita. Moja edina želja je bila usrečiti otroke, pa čeprav samo za en dan. Ni mi uspelo. Jaz pa verjamem vate, Niki. Nekaj gotovo lahko storiva. Mislim, da ne, Loti. Če Severna Elena ne vidita poti pred seboj, nama ne moreta pomagati raznašati daril. Ko zunaj saj ne bi bilo tako temno, še svojih kopit ne vidita. Loti je zlezla s strehe in Niki je bil spet čisto sam. Temna noč je postajala še temnejša. Niki ni mogel verjeti, da se je njegov veliki načrt tako izjalovil. Kar naenkrat, kot bi upihnil svečo. Raznositi bi moral še na 1000 daril, Severna Elena pa se nista hotela premakniti. Nenadoma je opazil, da se v daljavi nekaj svetlika. In ko se je migetajoča svetloba začela vse bolj bližati, je Niki spoznal, da ti včasih, ko ni nobenega upanja več, luč v temi lahko pomaga najti prijatelj. In takrat se je zgodilo zares nekaj čarobnega. Kresničke! Neverjetno! Zdaj pa vidita pot pred seboj, hitro odrinimo. Spotoma bomo pobrali še naše nove prijatelje. S pomočjo kresnic, ki so osvetljevale noč, so Niki in njegovi mali pomagači končno lahko dostavili darila, namenjena vsem otrokom v mestu. Nikijev veliki načrt je uspel. Želja se mu je uresničila. Otroci so medtem mirno spali, ne vedoč, da jim bo jutro prineslo čudovito presenečenje. Ko so posijali prvi sončni žarki in so kresnice postajale vse bolj nevidne, je bil čas, da se odpravijo domov. Po varnem pristanku na strehi prodajalnice igrač je Niki stopil v sani in naznanil še eno presenečenje. Da je najlepša in najbolj čarobna darila prihranil za otroke, ki so imeli najlepše in najbolj čarobno srce. V naslednjih nekaj mesecih se je življenje v prodajalnici igrač spet vrnilo v stare tire. Še naprej so jo obiskovali veseli otroci, ki še zmeraj niso vedeli, kaj se dogaja za skrivnostnimi vrati v kotu. Hans je še naprej izdeloval igrače, Ludvik jih je pregledoval,
Lars pa jim je pridajal kanček čarobnosti. Niki in njegovi strici so zdaj imeli še večje načrte. Naslednji božič so želeli obdarovati otroke po vsem svetu, ne samo tistih, ki so živeli v njihovem mestu. A da bi izpeljali ta načrt, bodo potrebovali nekaj pomoči. Četico takih pomagačev, ki razumejo, čem je pravi čar božiča. Dobrodošli v delavnici sodelavci iz vsega sveta. Izvrstna je Hans. Odlično deluje Ludvik. Lars, res so čarobne. Ampak, ali veste, kaj je pri tem najboljše? Da je bil ta srečni konec v resnici šele začetek. Bravo, Niki. Res si srčen deček. Skozi zgodbo si nam pokazal, da je čar božičnega duha v majhnih, a iskrenih dejanjih, ki prinašajo srečo in toplino v srca ljudi. Opomnil si nas, da darila niso le v škatlah ovitih s pentljami, temveč tudi v prijaznih dejanjih in nasmehih, ki jih podarimo drug drugemu. Naj vas Nikijeva zgodba navdihne, da boste v prihajajočih praznikih širili dobroto in čarobnost z vsemi okrog sebe. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Prava božična čarovnija, v kateri boste spoznali prikupno miško, ki je bila prav tako srčna kot naš današnji knjižni junak Niki. Vabeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite prijazni ter srčni in veselite se drobnih pozornosti. Pošiljam vam en Nikijev pozdravček. Čau, čau! Bravo, Niki. Zelo skrbno treba vsake otroka. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali Miklavža, ki se že pripravlja na vsakoletno obdarovanje. A tokrat tudi njemu ne bo šlo vse kot po maslu. Tisti večer se mu bo nehote zgodilo en kup težav. Bo Miklavžu kljub temu uspelo pravočasno razveseliti otroke? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Miklavževi čeveljci. Pri Miklavžu doma vse diši po sladkorju in začimbah. Danes peče piškote za večerno obdarovanje. Napekel jih je že za celo vrečo. Ne, Miška, ti niso zate. Ti piškoti so za otroke. Nocoj, ko bodo trdno spali, jih bom odložil v njihove čeveljce. Čas je, da se obleče. Miklavž odpre omaro na hodniku in iz nje vzame mitro, obleko in lepo rdečo ogrinjalo. Ogleduje si tudi svoje čeveljce. Treba bi jih bilo zloščiti. Ampak kje se skriva loščilo? Nikjer ga ne najde. Aha, tukaj je. Miklavž nanese loščilo na krpo, ko njegove nosnice nenadoma doseže vonj po zažganem. Piškoti! Ojoj! Še vedno so v pečici. Miklavž plane proti kuhinji s tako hitrostjo, da si popolnoma razmrši brado. Brž odpre pečico in iz nje vzame piškote.
A prišel je prepozno. Zažgani so. Miklavž se obupan sesede na stol. Daj, starec, pomiri se, se strogo okara. Saj nisi prvi, ki je zažgal piškote. Z obraza si obriše potne kapljice, pri tem pa pozabi, da v roki nima robčka, pač pa krpo, s katero je luščil čevlje. Zdaj ima Miklavž črne packe po nosu, licih in bradi, vendar tega ne opazi. Krpo pospravi v žep in pogleda na uro. Je res že 9? Pohiteti moram, si reče. Hitro si nadene obleko, ogrinjalo in rokavice. A ko se hoče obuti, ne najde svojih čeveljcev. Le kje so? Išče jih vse povsod, a jih nikjer ne najde. Škoda, si reče. Poiskal jih bom pozneje. Na glavo si nadene mitro, pobere vreče in stopi skozi vrata. Ko pride v hlev, osel presenečeno pogleda svojega gospodarja. Joj mene, kaj pa je zdaj to, Miklavž? Zdaj ste čisto črni, spominjate na Parklja. Na Parklja, se zgrozi Miklavž. Pridite bliže, vas bom jaz očistil, reče osel. Fuj, kakšen neprijeten okus. Kaj ste vendar počeli? Ne bi vedel, reče Miklavž spet s čistim obrazom. Je zdaj v redu? Lahko greva? Osel še enkrat premeri svojega gospodarja in opazi, da mu nekaj visi iz žepa. Tisto nekaj previdno potegne ven in zagleda krpo za loščenje čevljev. Vendar nekaj še vedno ni prav, pomisli osel. Aha, že vem, reče. Še vedno ste v copatih. Moji čeveljci so izginili, se pritoži Miklavž. Nič za to, odvrne osel. Nečesa sem se domislil. Vzemite krpo in z njo podrgnite po svojih copatih. Miklavž stori, kot mu je naročil prijatelj. Barvni vzorec njegovih copatov se je čudežno zabrisal, tako da so zdaj videti kot pravi čeveljci. No, kako se ti zdi? Nasmejano vpraša Miklavž. Prava zvezda ste, odvrne osel. Zdaj lahko greva na pot. Osel s svojim gospodarjem na hrbtu odleti proti spečemu mestu, kjer otroci, zaviti v tople odeje, sanjajo o Miklavževem prihodu. Me pa vseeno zanima, godrnja, kdo je vzel moje čevlje. Gotovo ste jih založili, reče osel, vendar sem prepričan, da jih boste našli. Osel nima čisto prav, a tudi moti se ne povsem. Ko se pozno po noči vrneta domov, Miklavža čaka prijetno presenečenje. Nima srca, da bi zbudil spečo miško. Čeprav je bila malce poredna, čevelj položi zlato zapečen piškot. Lahko noč, miška. Čudovita praznična pravljica. Konec dober, vse dobro. Kljub vsem oviram je Miklavžu uspelo razveseliti otroke. Seveda ob pomoči njegovih zvestih pomočnikov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Ko bom velik, bom Miklavž. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Miklavža, oslička ter nagajive miške. Čau, čau! No, samo da se je vse dobro izteklo.
Sama tudi poskusila piškotek. Odlični piškoti. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi današnja pravljica bo nekaj posebnega. Namreč ta pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice Aleksandre. Njena mamica mi je na elektronski naslov moj knjižni koticek afna@gmail.com poslala prijazno sporočilo z željo, da preberem čudovito božično zgodbo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Aleksandrini najljubši pravljici z naslovom Čarobna božična dogodivščina. Ime mi je Palek. Sem škrat in živim v najbolj mrzli deželi na svetu, ki se imenuje Br. Čeprav sem star šele 6 let in še obiskujem škratjo malo šolo, živim čisto sam, kar na velikem drevesu sredi gozda. Včasih ne pogrešam nikogar. Včasih si pa želim, da bi imel ob sebi mamo, očka ali kakšnega sorojenca, s katerim bi se lahko igral. Prijatelji me v šoli zbadajo, da nisem za nobeno rabo in si izmišljujejo čudne laži. Velikokrat se na primer pogovarjajo o človeških otrocih. Jaz seveda dobro vem, da takih otrok ni. To je samo mit. Vrhovni škrat dežele Br je sklenil, da mi bo poiskal družino. Živel sem že pri ribiški družini Orf, ki lovi ribje palčke, se nato preselil k družini Sjum, ki za veverice izdeluje čudovite sani, in potem k družini Upa, slavnim trenerjem polarnih čorvov. Ampak vsakič se vrnem k svojemu drevesu, saj je to moj pravi dom. Včeraj me je vrhovni škrat prosil, naj poskusim še zadnjič. In tako sem zdaj tu, pred hišo nekoga, ki mu je ime Božiček. Ampak, če misliš, da sem tega vesel, se hudo motiš. Sošolci so mi povedali, da je Božiček čuden tič in da od svojih škratov zahteva, da morajo delati tudi ponoči. V resnici nihče ne ve, kaj sploh počne. Veš kaj? Mislim, da je bom kar odsvoril. O ne, prepozno je. Opazili so me. Pri vratih že stojijo škrati in velikanska postava s črnim klobukom. Če se pretvarjam, da sem nor, me bodo morda poslali nazaj domov. Pomislim in nato začnem zavijati kot stekel volk, se plaziti po vseh 4 in besno kazati svoje drobne zobe. Dobrodošel, Palek. Nič kaj prestrašno reče postava s klobukom. Na njegovem plašču je priponka, na kateri piše varuh doma. Ime mi je Gogol, doda. To pa so Bine, Dan, Jork, Elza in Timi. Izvoli naprej. Medtem ko se škrati na stopničah mučijo s težo vreč, me Gogol povabi, naj odidem z njim. O ne, pomislim. Zdaj mi bodo naložili še kup dela. Tole naj sicer ostane med nami, ampak priznati moram, da je Božičkov dom naravnost osupljiv. Stanuje v barvitem lesenem dvorcu, ki je okrašen s pisanimi lučkami, pred vrati pa stoji veliko božično drevo. Gogol me vodi po stopnicah navzdol, ker je soba s ogromnim kaminom. Plameni čudno praskatajo. Prask, hrask. Vse posod so sklede, polne sladkarij in pisemske ovojnice. Vidim jih na mizi, pod foteljem in za zavesami. Kaj je tisto? Vprašam. Sladkarije, odgovori Gogol. Kar postrezi si. Zajamem jih za polno pest, rekoč,
Ne mislim sladkarij, tisto. Pojasnim in pokažem na pisemske ovojnice. Aha, to so pisma, odgovori Gogol. Ali z njimi zanetite ogenj? Vprašam. Najmanjši škrat Timi me pocuka za pajkice. Pisma so za Božička. Potrebuje jih, da lahko pripravi darila, mi pove. Preberi to pismo, reče Gogol in mi poda eno. Dragi Božiček, začnem brati, mi lahko prineseš velik kolut lepilnega traku, da bom sestri lahko zalepil usta. Če ne moreš, bom zadovoljen tudi svetlobnim mečem. Podpis Jakob. Wow, svetlobni meč! Mu ga bo Božiček zares prinesel? Zakaj? Gogol se mi nasmehne in pokaže na velika rdeča vrata, v katera je vklesano darilo. Z druge strani se slišijo glasovi in čuden hrup. To je delavnica, kjer škrati izdelujejo darila, pojasni Gogol. Bi si jo rad ogledal? Ni mi treba reči dvakrat. Seveda, mu odgovorim. Vrata se odprejo in znajdem se v čudoviti delavnici, polni igrač. Škrati pri delu uporabljajo kladiva, žeblje in vijake. Vsi pridno izdelujejo letala, plišaste živali, kolesa, avtomobile, lutke in ostale igrače. Zdi se, da se pri tem neizmerno zabavajo. Kam pa bodo vse to odnesli? Jaz še nikoli nisem dobil darila. Gogol me pogleda, rekoč: To je zato, ker nisi prosil zanj. Božičku še nikoli nisi napisal pisma, je tako? Medtem ko skušam prižgati svetlobni meč, da bi se prepričal, ali dela, me škratica z majhnimi čopki, ki je ime Nana, prosi, naj pomagam napolniti punčko iz cunj. Napolnim jo z vato, nato pa, samo za zabavo, vato natlačim še v svojo kapo, medtem ko si jo Nana nekaj nanese na brado in reče: Jaz sem Božiček! Tla se na lepem zatresajo, svečniki se zazibajo naprej in nazaj, nato pa zaslišim globok doneč glas, ki prepeva božično pesem. On je Božiček! Visok je kot božično drevo in velik kot omara, pa vendar ima svetlečo belo brado, smejoče se oči in trebuh velik kot toplozračni balon. Ti je zrasla brada, Nana? Se zasmeje, medtem ko si Nana prekrije brado z rokami. Kaj pa ti, Palek? So ti igrače všeč? Ja, zelo, odgovorim. Ali veš, da sam nikoli nisem dobil darila, ko sem bil majhen? Mi zašepeta v uho. Kaj res? Ti tudi ne? Rečem presenečeno. Ne, tudi jaz ne. Mi pomežikne. Skozi majhna vrata nenadoma pride nekaj škratov. Eden ima v rokah ogromno škornje iz jetjeve kože, drugi velik elastični pas iz lubja črnega bora, tretji pa rdečo kapo s cofom, izdelanim iz grenlandskega volnenega snega. Božiček je zdaj pripravljen na odhod, čeprav sam nikoli ne bi hotel, da me zunaj vidijo v tako čudni opravi. Pograbi veliko vrečo in odpre ogromna hrastova vrata. Odpravimo se za njim, medtem ko veselo stopa po potki, prekriti sveže zaparlim snegom, in pri vsakem koraku slišimo plom, plom, plom. Škrati s polnimi rokami daril poskakujejo za njim. Tudi sam vzamem eno od daril, zgolj iz prijaznosti. Ali pa morda zato, ker hočem biti koristen. Razgibano hodimo naprej in za škrate se zdi, da vedo, kam gredo. Jaz pa žal ne, tu sem pač nov. Prispemo do hleva. Ko Božiček odpre vrata, stečem noter. Temno je kot v rogu in v zraku je vonj po mokrem kožuščku in travi. Nenadoma opazim veliko senco,
in nemudoma odskočim nazaj. Je to zmaj? Ampak na to zagledam smrček. Pa saj to je vendar severni jelen, pa ne samo eden, več jih je. Vsi imajo prikupne oči in dlako mehko kot žamet. Radi bi te spoznali? Me pomiri Božiček, ko mi eden od jelenov pihne v uho, drugi pa me smrčkom ovohava pod pazduho. Škratka, ki nosita seno, stopita bliže. Tole je njihova večerja, pojasnita. Čaka jih naporna noč. Zakaj? Kaj pa bodo delali? In čemu so vsa ta darila? Za koga so? Sem neočakan. Pomiri se malo, preveč sprašuješ. Res si radoveden, kaj ne? Odgovori Božiček. Skrivnostnim pogledom se nato sprehodi do mene in mi zašepeta v uho. Pripravljajo se na čarobno potovanje. Njihova odprava je pravzaprav skrivna. Srčno rad bi šel zraven, pomislim, ampak nažalost moram delati. Škrati medtem naložijo darila na velike sani, v katere Božiček upreže jelene. Živali začnejo prhati. Najbrž že komaj čakajo, da se podajo na pot. Kdo ve, kam bodo šli. Božičku pomaham v slovo in skupaj z drugimi škrati začnem hoditi nazaj po potki, ko na rami začutim roko. Bi šel rad z mano? Me vpraša Božiček. Še en par rok bi mi res prišel prav, še doda. Še en par rok? Vprašam. Ja, potrebujem pomočnika, pojasni. Res? To pa z največjim veseljem. Privolim. Božiček mi pomaga zlesti na sani, saj sem precej manjši od njega. Udobno se namestim in od vsega navdušenja se mi začnejo tresti noge. Božiček zažvižga in hop, že se odpeljemo ob zvoku cinglanja zvončkov. Sani drsijo vse hitreje, ko drvimo po sveže zapadlem snegu proti gozdu. In ko se že zdi, da se bomo zaleteli v borovec, se jeleni odrinejo od tal. Letimo. Spodaj vidim vaške hiše, škrate, ki postajajo vse manjši, in sneg, ki se lesketa v mesečini. Zraven nas leti sova, nas radovedno pogleduje, nato pa poleti navzdol, pripravljena, da ulovi svoj plen. Čez nekaj minut v daljavi zagledam luči. Tam bova imela prvi postanek, reče Božiček in pokaže na množico hiš ter zares visokih stavb. To je bržkone mesto, pomislim, čeprav še nikoli nisem bil dlje od svoje vasi, zato v resnici ne vem, kako je mesto sploh videti. Zdaj si pa ti na vrsti, reče Božiček in mi poda vajeti. Pa bom znal voziti? Saj ni težko. Če povlečeš desno, bodo jeleni zavili desno, če povlečeš levo, bodo šli jeleni na levo, pojasni Božiček. Nato pokaže na eno izmed hiš. Pristanemo na njeni strehi in Božiček skoči s sani opremljen s polno vrečo daril. Pripravljen je, pa se spusti po dimniku navzdol. Kam greš? Zavpijem zaskrbljeno. Ne skrbi, to je moja prva dostava. Medtem ko čakam, skozi okno vidim nekoga, ki spi v topli posteli. Kakšno srečo ima, pomislim. Ko Božiček raznosi darila po vsem mestu, s polno hitrostjo odrvimo naprej. Letimo čez prostrano morje, a smo že čez nekaj sekund v drugem mestu, ki je celo še svetlejše od prejšnjega. Vse povsod so bleščeči napisi in neverjetno visoke steklene stavbe. Ko švigava mimo oken, v njih vidim svoj odsev in še vedno ne morem verjeti, da sem tu, na skrivni odpravi, tako daleč od svoje vasi. Kar poprimi zavajati in ostavi pred tistim oknom, reče Božiček. Podam mu darilo, pokukam v sobo in zagledam dva
No, kaj pa vem, kaj sta? Škrata zagotovo ne. Nimata zašiljenih ušes in večja sta kot mi. To sta človeška otroka, reče Božiček, ki je očitno uganil moje misli. Torej res obstajajo? Kakšni pa so? Ali grizejo? Ali na glas rigajo? Ali jedo škrate? Vprašam. Nekateri so kar poredni, se zasmeji Božiček. Nekateri nimajo staršev, drugi ne verjamejo v Božička. Potem so mi pa zelo podobni, rečem. Vsak otrok je drugačen, tako kot škrati, še doda. Otroci so mi kar všeč, pomislim. Nad nama še vedno sveti mesec, ko prispeva v kraj, kjer je tako toplo, da si hočem sleči pajkice. V mestu sva, čeprav tu ni nebotičnikov, samo stolpi in kupole. Ustaviva se na strehi in medtem, ko pomagam Božičku vzeti darila s sani, se kot strela z jasnega pojavi kosmata žival, pograbi eno od daril in steče proč. Hej, vrni ga! Otroci ne smejo ostati brez daril! Jezno zavpijem. Z roko na to sežem v žep in nekaj otipam. Bomboni! To bo zagotovo rešilo najino zagato. Enega vzamem in ga pokažem kosmati kepici. Če mi vrneš darilo, ti dam tole. Žival se vrne, vzame sladkorček in ga pogoltne kar s papirčkom vred. Mljask. Upam, da ne bo bolel trebuh. Pomislim, ko odletiva naprej. Odlično opravljeno, reče Božiček. Zdaj se lahko vrneva domov. V daljavi že vidim vasico. Ob pogledu na domačo pokrajino me zaigra srce, ampak to dogodivščino z Božičkom si bom zapomnil za vse čase. Severni jeleni se začnejo spuščati in ko se dotaknejo tal, se njih odskočijo, jaz pa kot žoga odletim z njih in pristanem z glavo v snegu. Božiček me k sreči pograbi za noge in med gromkim smehom povleče ven. Smejijo se tudi jeleni, tako kot se znajo samo oni. Ko prideva domov, Božičku pomagam sezuti desni škorenj. Zataknil se je najbrž zato, to sicer ve zelo malo ljudi, ker ima Božiček desno stopalo večje od levega. Vlečem in vlečem in ko mi škorenj končno uspe sneti, se odkotalim nazaj. Drugi škrati pridejo pogledat, kaj se dogaja, in ti mi pokaže name rekoč: kako si zabaven. Za večerjo posedemo za dolgo mizo, obloženo s samimi dobrotami. Na njej so račja jajca z želodovo majonezo, pečeni borovi storži z malinovo omako, pražene borove iglice, puding iz jakovega mleka in čokoladna torta. Pogledam svoje nove prijatelje in Božička ter pomislim: moji sošolci niso lagali. Vse, kar so rekli, je res. Kakšno olajšanje. Pridi, reče Božiček, ki sedi pod osvetljenim božičnim drevescem. Poda mi darilo. To je zate. Darilo? Zame? Resno? Vprašam več kot navdušeno. Odpri ga, odgovori. Wow, svetlobni meč in priponka pomočnika, vzkliknem, ko poskakujem kot ponoreli zajček. Ja, tako dobrega pomočnika res ne smem izgubiti, reče Božiček. Končno sem našel popolno družino. In veš kaj? Res, da sem mlad in malce težaven, ampak ali res misliš, da bi brez mene, Božičkovega sijajnega pomočnika, otroci lahko dobili vsa tista darila? Jaz mislim, da ne. Čudovita, čarobna pravljica, kaj ne? Sprva malce osamljeni škratek Palek je le doživel čudovito ter čarobno dogodivščino.
Poleg tega pa je spoznal svoje nove prijatelje in postal celo Božičkov sijajni pomočnik. Bravo, Palek! Tebi, Aleksandra, pa najlepša hvala za idejo o tej sijajni božični pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še številnim drugim božičnim ter zimskim pravljicam, ki čakajo le na vas. Prijazen pozdrav Aleksandri ter vsem ostalim, ki tako radi prisluhnete pravljicam. Prijeten pozdrav! Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo spoznali dečka, ki še vedno verjame v Božička. In popeljala nas bo vse do severnega tečaja in srčno upam, da bomo le srečali Božička in vse njegove škrate, ki mu tako pridno pomagajo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Polarni vlak. Nekoč, pred davnimi časi, sem na božični večer mirno ležal v svoji posteli. Rjuhe pod menoj se niso niti premaknile in celo dihal sem počasi in tiho. Prisluškoval sem namreč glasovom noči. Upal sem, da bom zaslišal glas, za katerega mi je prijatelj rekel, da ga ne bom nikoli slišal. Zvonček z Božičkovih sani. Božička ni, je trdil prijatelj. Jaz pa sem vedel, da se moti. Tisti večer sem slišal mnogo različnih glasov, nisem pa slišal zvončka. Mojo sobo je napolnilo sikanje pare in škripanje zavor. Pogledal sem skozi okno in zagledal vlak, ki se je ustavil prav pred našo hišo. Zavit je bil oblak pare in snežinke so narahlo padale nanj in na svet okoli njega. Na odprtih vratih vagona je stal sprevodnik. Iz žepa je potegnil veliko uro na verižici in pogledal proti oknu moje sobice. Nataknil sem si copate in haljo ter stekal po stopnicah iz hiše. "Stopite!" je zavpil sprevodnik. Pohitel sem k njemu. "No, a greš z nami?" je vprašal. "Kam?" sem se začudil. "Na severni tečaj, seveda," mi je odgovoril. "To je vendar polarni vlak." Ponudil mi je roko in me potegnil v vagon. Vlak je bil poln otrok v pižamah in spalnih srajčkah. Peli smo božične pesmi in se sladkali s piškoti z lešnikovo kremo. Pili smo topel kakav, gost in sladek, kot raztopljene čokoladne palčke. Mimo oken so v daljavi bežale migetajoče luči mest in vasi, polarni vlak pa je vedno hitreje drvel proti severu. Kmalu pa luči ni bilo več videti. Potovali smo skozi mrzle, temne gozdove, kjer so se potikali volkovi in zavijali v noč, kjer so belorepi zajčki bežali in se skrivali pred vlakom, ki je grmel skozi neskončno belo divjino. Vzpenjali smo se na gore, tako visoke, da bi skoraj lahko dosegli mesec. Toda polarni vlak se ni ustavljal. Hitreje in hitreje smo brzeli čez vrhove in doline, gor in dol, kot vagonček na toboganu. Gore so se spremenile v griče,
griči v zasnežene poljane in prečkali smo neobljudeno puščavo, ki je vse svoje spone vklenil led. Veliki polarni ledeni rt. Daljavi so zamigljale luči. Bile so kot luči čudne neznane ladje, ki plove po zamrznjenem morju. Tam, je rekel sprevodnik, tam je severni pol. Severni pol. Ogromno mesto, čisto na koncu sveta, s tovarnami, v katerih izdelujejo vse božične igrače. Škratov najprej sploh nismo videli. V mestnem središču se zbirajo, je povedal sprevodnik. Tam bo Božiček dal nekomu svoje prvo darilo. Kdo ga bo pa dobil? Smo hoteli izvedeti otroci. Enega izmed vas bo izbral, je odgovoril sprevodnik. Glejte, je vzkliknil nekdo. Škrat je! Na stotine jih je bilo. Ko se je naš vlak približeval središču severnega pola, je lahko vozil le še zelo počasi. Toliko je bilo namreč na cestah Božičkovih pomočnikov. Ko ni mogel nikamor več, smo se ustavili in zlezli ven. Prerinili smo se skozi množico do roba velikega odprtega trga. Prav pred nami so stale Božičkove sani. Severni jeleni, vpreženi vanje, so bili vznemirjeni. Vzpenjali so se postavljali na zadnje noge, poskakovali in z njimi vred so poskakovali in zvončkljali srebrni zvončki na vpregah. Čarobni zvok je bil to. Česa takega še nikoli nisem slišal. Na nasprotni strani trga so se škratje razmaknili in pojavil se je Božiček. Sprejelo ga je navdušeno vzklikanje in pozdravljanje. Namenil se je naravnost proti nam, pokazal name in rekel: Tale bo tisti. Zlezel je na svoje sani in s prevodnikovo pomočjo sem zlezel za njim. Sedel sem v Božičkovem naročju in vprašal me je: No, in kaj bi rad za Božič, fantek? Vedel sem, da si lahko izberem karkoli. Toda tistega, kar sem si najbolj želel, ni bilo v Božičkovi velikanski vreči. Tisto, kar sem si želel bolj kot karkoli, je bil en sam srebrni zvonček z Božičkovih sani. Ko sem povedal, kaj bi rad, se je Božiček nasmehnil. Objel me je in ukazal najbližjemu škratu, naj odreže en srebrni zvonček z jelenje vprege. Škrat je izpolnil njegov ukaz in mu dal zvonček. Božiček je vstal, visoko dvignil zvonček in zaklical: Prvo Božičkovo darilo! Polnoč je bila ura, ko so škratje zavpili, da se strinjajo. Božiček mi je izročil srebrni zvonček in skril se ga v žep svoje halje. Sprevodnik mi je pomagal s sani. Nato je Božiček poklical jelene po imenih in počil z bičem. Vprega je potegnila in zaplavala v višave. Še enkrat je zaokrožila nad nami, potem pa je izginila v mrzlem polarnem nebu. Ko smo se vrnili na vlak, so vsi otroci hoteli videti srebrni zvonček. Segel sem v žep poln, toda vse, kar sem otipal, je bila luknja. Zvonček z Božičkovih sani sem izgubil. Stecimo ven in ga poiščimo, so predlagali otroci. Ampak vlak je potegnil in premaknili smo se. Odpeljali smo se proti domu. Nisem mogel preboleti izgube. Ko je vlak pripeljal do mojega doma, sem se žalosten poslovil od otrok. Še dolgo sem stal na pragu in jim mahal slovo. Sprevodnik je nekaj zaklical z odhajajočega vlaka, pa ga nisem slišal. Kaj? Sem zakričal. Z dlanema v ustih je zaklical glasneje. Vesel Božič!
Polarni vlak je predirljivo zapiskal in izginil v megleni daljavi. Na božično jutro sva moja mala sestrica Sara in jaz odpirala darila. Mislila sva, da sva odprla že vsa. Tedaj pa je Sara za dreveščkom zagledala še čisto majhno škatlico. Moje ime je bilo napisano na njej in v njej je bil srebrni zvonček. Srebrni zvonček in sporočilo. Tole sem našel na sedežu svojih sani. Zašij luknjo v žepu. Podpis B. Stresel sem zvonček. Tako lepega zvena nobeden od naju še nikoli ni slišal. Moja mati pa je rekla: O, škoda. Ja, počen je dodal oče. Ko je zvonček zazvenel, moja starša nista slišala niti glaska. Davno nekoč je večina mojih prijateljev dobro slišala srebrni zvonček. Toda leta so minevala in njegov glas je bil zanje vse tišji. Celo Sara je nekega božiča ugotovila, da njegovega čarobnega zvena ne sliši več. Zame pa, čeprav sem že star, srebrni zvonček še vedno zvoni. Kot zvoni za vse tiste, ki zares verjamejo vanj. Kako čarobna pravljica, kaj ne? Ja, in na tem izjemnem potovanju, polnem čudes in dogodivščin, je deček spoznal pomen božičnega čudeža, ki pa se lahko zgodi šele, ko vanj resnično verjamemo. In tako bo s seboj vedno nosil košček čarovnije s polarnega vlaka, ki bo v njegovem srcu večno žarela. Res lepa pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim božično obarvanim pravljicam. Uživajte otroški čas in naj bo ta prav vsak dan povezan z magično nitjo. Čau, čau! Kaj pa se skriva tukaj notri? Kakojček. Le kaj počne tukaj? Eni fantek spet izgubil. Zelo lep zvok, ja. Se moram kar strinjati. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Današnjo pravljico pa zagotovo poznajo tudi vaši starši in najverjetneje tudi stari starši. Čudovita fantazijska pravljica je bila napisana že daljnega leta 1816. Mnogo let kasneje pa so po njeni zgodbi ustvarili izjemno ter eno od najbolj prepoznavnih baletnih predstav. Seveda, to je nihče drug kot Hrestač. Predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo krajši različici pravljice Hrestač. Zunaj je snežilo. Snežinke so se vrtinčile v vrtoglavem plesu. V hiši pa je bilo vsem toplo. Veselili so se in plesali božiču naproti. Klaro je spreletaval nenavaden občutek, kot da se bo zgodilo nekaj čudovitega. Njen bratec Fritz bo sicer vse pokvaril, če bo le lahko. Vendar je Klara upala, da bodo snežne vile, ki so poplesavale okrog hiše,
ta čar božičnega večera rešile pred Fricovo navihano nagajivostjo. Tedaj je vkorakal skrivnostni profesor Drosselmayer. Pod ogrinjalom je nosil leseno rezbarijo. "Vojaček zame!" je vzkliknil Fritz. Toda ne, bil je velik hrestač za Klaro. "To ne bi bila igrača," se je posmehnil Fritz. Pograbil je hrestača in ga strl. Klari so se ulile solze in polomljenega možica je obsula s poljubi. Obupana je prosila profesorja, naj ga popravi. On pa je samo odvrnil: "To moraš storiti ti, gospodična." Zabave je bilo konec. Klara je svojemu polomljenemu možičku poslala pod božičnim drevescem in zaspala poleg njega. Ob polnoči pa se je prikazal še en gost, srhljiv gost, mišji kralj. Za njim je vkorakala zlobna vojska, ki je prišla pogledat božič. Klara se je zbudila in zakričala. V tistem trenutku pa je kvišku planil poveljnik hrestač. Izvlekel je meč, z lesenimi čeljustmi je šavsal okrog sebe. Odbil je napad mišjega kralja in miši so se strahoma razbežale. Vendar so prišle nove, več in še več. Morje miši, ki so spodnašale hrestača na kratkih nožicah. Nazadnje se je zrušil in vojska glodavcev je planila naprej. V tistem hipu je Klara proti njim zagnala svoj čevelj. Pof! Mišjemu kralju je zbila krono z glave, da je zletela v kamin. In brez krone je bil kralj čisto navadna miš. Mišja vojska, zdaj brez kralja, se je poskrila v luknje. "Rešila si me, ljuba Klara." Besede so bile hrestačeve. Stal je tam skoraj tako velik kot božično drevo. "Tvoje solze in tvoj pogum so premagali urok. Končno lahko grem domov." Klara je zajokala. "Toda jaz nočem izgubiti božičnega hrestača." "Upam, da sem se spremenil na bolje," se je vznemiril mladenič in se ozrl po ogledalu. "Že mogoče, ampak tistega sem dobila v dar, ti pa odhajaš." "Ne brez tebe, gospodična," je zaklical mladenič in prijel Klaro za roko. Stopila sta ven pod zasnežene strehe. Tam jo je čakal čoln iz zvezdnega prahu in labodjega puha. Čoln ni potreboval jadra, da bi lovil veter, ne vode, da bi ga nosila. Brž, ko sta vstopila, se je dvignil v zrak in kljun uperil proti luni. "Kam greva?" je vprašala Klara. "V kraljestvo mojega očeta, v deželo slaščic." Mladenič je ovil Klaro v svoje ogrinjalo iz žameta in mehkega runa. "Torej si čisto pravi princ? Povej mi svojo zgodbo." In začel je pripovedovati. Dežela slaščic leži v dolini. Takrat je bila polna glasbe in sreče. Obiskovalci so prihajali tja z vseh koncev sveta, dokler se ni zgodil urok. Moj oče je bil povabljen na svatbo v kraljestvo čarovnic. Med darili je bilo drevesce, skoraj golo. Z njega sta visela le srebrn muškatni orešček in zlata hruška. "Nenavadno," je pomislil oče in plodova pojedel. Gorje. Plodova sta bila nevestina Dota. Dote ni bilo več in poroka je odpadla. Oče se je vrnil domov in na grajskem zidu zagledal načečkan čarovniški urok. "Dokler pogumno, dobrosrčno ga dekle ne bo vzljubilo, zanj pretakalo solza, dotlej tvoj sin bo predmet iz lesa, moral bo gristi, kar lomi nam zobe." Njegov sin, jaz namreč, se je spremenil v hrestača. Ves utrip srca, vsi upi so bili zdaj zakopani v ta grdi,
nemi kos lesa. Nato je mišji kralj napadel zakladnico in pojedel vse veselje. Toliko časa mi ni bilo doma, kar bojim se, kaj naj čaka tam doma. Klara je Hrestača prijela za roko, da bi ga pomirila. Žametni zastor oblakov se je razmaknil in prikazala se je dežela slaščic. Ob jezeru iz melase se je lesketala Smetanova palača. Z vseh stolpov so plapolale zastave. Dobra novica je nekako prispela domov pred labodjim čolnom. In ob vodometih iz Sorbeta so igrali orkestri, med vrtovi so vozile kočije in vsako minuto jih je bilo več. Princ in Klara sta izstopila iz čolna in naproti jima je prihitel kralj. O, moj sin, kako velik si in na las podoben svoji materi. Ti pa si zagotovo čudovita Klara, tista, na pomoč katere smo upali vsa ta leta. Pričakovali smo vaju, vstopita. Ukazal sem, naj pripravijo gostijo in povabil vse. In če sem koga pozabil, je tako ali tako prišel sam od sebe. Sladkorna vila je Klaro odpeljala na častni sedež, odkoder je opazovala plešoče kozake, tiktakajoče ure, krekerje in kakaduje, kolačke in kastanjete. Nato je vila, je bila belina na njenih krilih sneg ali sladkor. Stopila na prste in s čarobno paličico pomigala povabljencem, naj utihnejo. Klara pogumna, Klara čudovita, premagala si urok in nam vrnila princa. Danes te kronamo za princeso sladkosti. Odpihnila je sneg s Klarinih las in ji na glavo posadila lesketajočo se kronico. Razlegli so se vzkliki veselja. In kako ljubka je medeni možiček šepnil uri. Kralj pa se je obrnil k svojemu odposlancu. Dragi grof Drosselmayer, je rekel, 20 let ste mojega sina nosili naokrog po svetu in iskali koga, ki bi ga odrešil. Le kako naj vam to povrnem? Mož v črnem ogrinjalu pa se je globoko priklonil. Ta prizor je že sam po sebi nagrada. Grof Drosselmayer je pokazal na plesišče. Klara in princ sta plesala z obrazoma tik drug ob drugem, prepletenih prstov, usklajenih korakov. Vsa sreča tega sveta se je znova zlila v deželo slaščic. Prišel je čas odhoda. Čas slovesa od kralja, palače, plesa, sladkosti. Nekje v zasneženi daljavi so Klaro čakali družina in prijatelji. Nisem ti povedal svojega pravega imena, je rekel princ. Klara si je prislonila prst k ustnicama. Zame boš vedno poveljnik Hrestač. Labodji čoln je odplul nazaj, skozi mehke ovčke oblakov, skozi vrata sončnega vzhoda. Vsak trenutek se bo morala Klara posloviti od svojega princa. Sama ne bi nikoli našla tvojega kraljestva, je rekla. Se bova še kdaj srečala? Tudi če je odgovoril, Klara njegovega odgovora ni slišala. Utrujena od plesa je na toplem pod njegovim ogrinjalom utonila v najgloblji spanec svojega življenja. Klara se je prebudila prekrita z iglicami božičnega drevesa. Na tleh, v kartonasti škatli, pa je ležal polomljen Hrestač. Okno pa je zastiral sneg. Torej so bile to sanje. Očarljive sanje, ki so se raztopile kot sladkor v skodelici čaja, ko ga premešaš. Klara je pobrala Hrestača. Rdeča uniforma okrušena, čeljust polomljena. Strmel je vanjo z naslikanimi očmi. Tesno ga je objela. Bil je trd
in tok. Nato je pozvonilo pri vratih. Vihravi profesor Drosselmayer je planil v dnevno sobo, ne da bi potrkal. Klara pa si je hitro obrisala solze. Klara, tukaj si. Pomislil sem, da bi mogoče želela spoznati mojega nečaka. Tukaj študira in ta čas živi pri meni. Iz tujine je. Ime mu je... Ampak to ti lahko poveš sam. Kaj ne, fant? Ne bodi sramežljiv. Vem, da se bosta spoprijateljila. Pri teh stvarih se nikoli ne zmotim. Je bil to pomežik? Če je bil, ga Klara ni opazila. Fant je plašno pomolil vrečko orehov. Brez lupin, sem jih že sam strl, je rekel in se nasmehnil. In njegov obraz se je zdel tako nenavadno, tako neverjetno znan. Izjemna pravljica, prav v vseh pogledih, kaj ne? Namreč v srcu vsakega izmed nas živi iskrica domišljije, ki nas lahko popelje v čarobni svet čudežev. In pravljica o Hrestaču nas uči, da se čarobno skriva v najmanjših stvarih, v prijateljstvu in v domišljiji. Svet je poln čudovitih trenutkov, ki jih lahko odkrijemo le, če odpremo svoje srce in pustimo, da nas vodijo sanje. Pa še nekaj naj vam povem, otroci. Hrestač je v bistvu trilec orehov, takšna naprava, s katero tremo orehe. In tale hrestač, poglejte, takole odpre usta, notri lahko damo oreh in ga stremo. Tako da tudi sama nisem prepričana, ali je to resnična zgodba ali so bile le sanje. Prepustimo se domišljiji. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še kakšni božični pravljici. In ne pozabite, če imate željo slišati vašo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljajo sporočilo na elektronski naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Se že veselim prebiranja vaših sporočil. Otroci, uživajte in živite svoje sanje. Prijeten pozdrav! Ja, čudovita pravljica, res. Bravo, pa je le prišla, ne, deklica. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Vas zanima, kako postati Božičkov pomočnik? V današnji čarobno obarvani zgodbi bomo spoznali žalostnega dečka Tjana, ki je nestrpno čakal svojega očeta, da se vrne domov. A očeta ni bilo. A nekega večera se je zgodilo nekaj čarobnega ter povsem nepričakovanega. Le kaj? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti zgodbi, nastali v okviru projekta Pismo Božičku, ki je nastala izpod peresa pisatelja Boštjana Gorenška z naslovom Kako lahko postaneš Božičkov vilin. Pred mnogimi leti je v majhni leseni hišici v Bistrem potoku živel deček. Bil je star 9 let, zmršenih las in svetlikajočih se oči. Nekega sivega zimskega dne je že tretji dan žalostno strmel skozi zaledenelo okno. Vsake toliko časa je moral od blizu zadihati in s prstkom narediti luknjico, da je sploh kaj videl. A očeta ni in ni bilo. Po glavi so se mu podile strašne misli. Je oče pozabil nanj? Se mu je kaj zgodilo? Je odšel v daljne kraje in ga pustil samega? Kdaj pa kdaj je priskakljala majhna črna vrana Frana in s kljunčkom potolkla tok, tok, tok
da bi ga razvedrila. Pred 3 tedni jo je deček našel blizu hiše, ko je padla iz gnezda in jo rešil pred mrzlo nočjo. Deček jo je le prijazno pogledal, iz stare lesene posode vzel 3 posušene gozdne jagode in jih položil pred njo. Nasmehnil se je, jo pobožal in tiho zašepetal. Boš videla, oče bo kmalu prišel domov in me močno objel. Skupaj se bova smejala, ko mu bom povedal, kako me je skrbelo zanj. Nasmeh mu je počasi zbledel in spet je žalostno zastrmel skozi okno. Dan se je že prevesil večer in z neba so začele padati drobne snežinke. Deček je stopil do mize, vzel žigalice in prižgal svečo. Takrat namreč še niso imeli elektrike. Topel plamen je rahlo osvetlil sobico in sliko dečkove mamice. Dečku je iz očesa pritekla solzica. Kadarkoli je očeta vprašal, kje je mamica, mu je oče nežno odgovoril, da je nekje na lepšem in vse skozi misli nanj. Kra, 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 se je oglasila vrana Frana in mu skočila na ramo. S kljunčkom ga je rahlo dvignila v uho in pokazala proti leseni posodi s suhim sadjem. Deček je pobožal po kljunčku in odšla sta po priboljšek. Ravno tisti čas se je na nebu dogajalo nekaj neverjetnega. Božiček je preizkušal svoje nove sani. Jeleni so od veselja dirjali levo, desno, gor in dol po nebu. Psiček Nudli je od navdušenja cvilil in skakal z enega naslonjala na drugega. Božiček si je zadovoljno gledal brado, ki je vihrala v zraku, ko je kar naenkrat zapihal močan veter. In sani je obrnilo kot gugalnico. Božiček se je komaj obdržal na saneh, jeleni pa so se od strahu pognali še višje v nebo. Božiček jih je začel trepljati in ko so se umirili, se je zadovoljen prijel za svoj čudežni zlati cof. A nekaj ni bilo prav. Bilo je preveč tiho. Kje je Nudli? Božiček je svojimi čudežnimi očmi iskal in iskal, a Nudlija ni videl. Deček je upihnil svečko in se splazil v svojo mehko posteljo. Razen nežnega žuborenja potočka je bilo vse tiho. Žalosten je gledal proti zaledenelemu oknu. Tiho si je ponavljal. Oče bo kmalu prišel in vse bo v redu. Ko je kar naenkrat zaslišal kra, kra, kra in pritajeno trkanje po vratih. Skočil je iz postelje, stekel do vrat in jih sunkovito odprl, tako močno, da je vrana Frana komaj odfrfotala. A zunaj ni bilo nikogar, samo veter in sneg. Komaj je zaprl vrata, že je mala vrana Frana zopet začela vreščati kra, kra, kra in s kljunčkom trkati po vratih. In ni prenehala. Deček jo je prijel in ko je že hotel nesti proti posteli, je zaslišal tiho cviljenje. Postalo ga je strah. Le kdo bi ob takšni uri in takšnem vremenu lahko taval zunaj? A mala vrana Frana ni prenehala. Vreščala in vreščala je ter frfotala proti vratom. Dečka je zaskrbelo. Morda pa kdo potrebuje pomoč. Z žigalico je prižgal svečko ter z vrano Frano pod srajco stopil do vrat in jih počasi odprl. Razen vetra in potočka je bilo vse tiho, ko je kar naenkrat zopet zaslišal tiho cviljenje. Počasi je stopil iz hišice in poslušal. Bos je stopal po belem snegu in bliže kot je bil potoku, bolj glasno je cvililo. Že je bil na mostu, ko je na kamnu sredi potoka zagledal sivo in premočeno gmoto. Volk? Že je hotel steči nazaj, a si je premislil. Po zaledenelem snegu se je spustil do potoka
stopil v ledeno vodo in zagledal utrujene oči psička. Previdno ga je prijel, stisnil k sebi in hitro švignil nazaj do hiše. Psiček je bil čisto moker in premražen. Še cviliti ni mogel več. Deček je ožno zakuril peč, razgrnil staro rjuho in psička obrisal. Vsi trije so se skobacali pod odejo, se stisnili in kot bi trenil zaspali. Ko se je deček zbudil, je zagledal velik, moker jezik. Ustrašil se je, a ko je videl malo vrano Frano, kako vesela skače ob njem in vrešči kra, 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 se je nasmehnil in vstal. Pogledal je proti vratom, odhitel do okna in se zazrl v prazno belino. Zajokal je in si z rokami prekril obraz. A že sta bila ob njem psiček in mala vrana Frana. Skakala sta in uganjala norčije. Kmalu je veselje prevzelo tudi njega in ves dan so se igrali kot najboljši prijatelji. Ko se je zvečerilo, je deček prvič pomislil, da mogoče tudi psička kdo pogreša. Na njegovem vratu je že zjutraj opazil zelen trak in zlat obesek. Psička je vprašal: ali se te lahko dotaknem? Psiček je začel navdušeno migati z glavo. Deček se je dotaknil obeska in soba se je takoj zlato zasvetlikala. Prestrašeno je skočil stran, ko je za sabo zaslišal: ho, ho, ho! Obrnil se je in zagledal Božička, ki se je na široko smejal. Nudli je veselo skakal in prevračal vse, kar mu je prišlo pod tačke. Še vrana Frana je veselo krakala, le deček je žalostno gledal v tla. Božiček ga začudeno pogleda in vpraša: deček, jaz sem Božiček, kaj nisi vesel, da me vidiš? Deček mu potrto odgovori: očeta že 4 dni ni bilo domov. Božiček mu odgovori: hitro nasani, zdaj ko je z nami Nudli, ga zlahka najdemo. In že so se sanmi vozili sem ter tja, levo in desno, ter ga iskali skupaj z jeleni. Kar naenkrat začne Nudli lajati in z gobčkom kazati na tla. Spustili so se in v zavetju krošnje velike smreke zagledali rjav plašč. Deček je skočil s sani, stekel in pod plaščem zagledal premraženega očeta. Od veselja je zakričal, oče pa je z nasmehom rahlo stegnil roke. Povedal jim je, da si je na poti proti domu zlomil nogo in ni mogel naprej. Kako je šele pogledal, ko je videl Božička, ki mu je pomagal do sani in jih vse odpeljal do njune majhne lesene hiše. Ko je Božiček zvedel, kako je bil deček pogumen in kako je rešil Nudlija, je očeta vprašal: kako je temu pogumnemu dečku ime? Oče je tiho odvrnil: njegovo ime je Tjan. To ime mu je dala mama, ki je ob njegovem rojstvu odšla med zvezde. Božiček je samo tiho obstal, se obrnil in rekel: Tjan, bi postal moj pomočnik? Bi postal Vilin Tjan? Deček ga je začudeno pogledal in mu odvrnil: z največjim veseljem, Božiček, a očeta ne morem pustiti samega. Božiček se je samo nasmejal in rekel: Tjan, če postaneš moj pomočnik, ne boš nikdar zapustil nikogar, ki ga imaš rad. V tistem je mala vrana Frana veselo zakrakala, Božiček pa je iz žepa vzel čarobni prah in ga potrosil po dečku, da se je soba zlato zasvetlikala. In tako so se pričele dogodivščine Vilina Tjana. Čudovita, čarobna praznična zgodba.
Bravo Tjan za vztrajnost ter pogum. Vse pohvale pa tudi Vrani Frani, ki ti je ob težkih trenutkih vedno znova stala ob strani. Ljubezen, družina, toplina ter medsebojna povezanost so tiste vrednote, ki v nas prebudijo upanje v čudeže ter pomagajo najti pot do svojih najdražjih. Otroci, današnja čarobna zgodba je že 4. iz serije dogodivščin Vilina Tjana. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še ostalim 3 vilinskim zgodbam, ki so polne novih dogodivščin ter čudežev. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, če se kdaj znajdete v težkih trenutkih, pa ne pozabite, da lahko ljubezen, pogum ter iskreni prijatelji osvetlijo najtemnejše poti. Pošiljam vam vilinski pozdravček. Čau, čau!